Hello, dragi prijatelji, hello, evo sem ponovno z vami. V četrtek 2020 je moja ura in jaz sem z vami. Upam, da ste dobro, evo tako, jaz mislim, da to je stavek, ki ga pač ponovimo. Najprej naj povem, da je danes od mojih sorodnikov praznik, mogoče veste, to je danes dan Đurđev dan, tako da danes imam krasen dan in tudi končala ga bom z vami, tako da sem prav vesela in ponosna. Kak lep dan sem jo ustvaril, kak lep dan sem je naredil. Današnja tema je fantastična tema, res fantastična tema. Danes sem že imela jutranjo meditacijo, najprej drugo meditacijo pri moji stranki, to pomeni pri mojem družinskem podjetju. In ta tretjo meditacijo sem delala spet na eni delavnici, to pomeni, danes že imam 3 meditacije za sabo in če bom danes tako sproščena, vzamite to kot nekaj super, da vidite, kako je dobro, ko človek meditira. In vsi tisti, ki še ne meditirate, boste začeli meditirati. Danes je tema, kako voditi na ženski način zaposlene, podjetje, kaj delati na tem. In to je tema, ki tako, že nekaj časa jo poskušam odpreti in je zdaj bila priložnost. Predvsem, kar mi je všeč, iskrena hvala za vsa ta vprašanja. Se ne vem, kaj naj naredim, tako da, dragi moji, jaz predlagam vsi tisti, ki mi pišete vprašanja, ki bi želeli imeti kakršnekoli odgovore, dajte predloge. To pomeni, da ne bo vedno na meni, ampak dajte vi predloge, kaj bi želeli. S temi vprašanji, ki jih imam cel kup, vsakič več, vedno več in vedno več listov. Povejte, kaj si želite, ali enkrat tedensko se vklopim in gremo samo skozi vprašanja. Dejte predloge in mi bomo z Minjo in še Savino, ker vidim, da je še vedno kdaj z nami, pregledale, predebatirale in se odločile, kaj bi bilo najbolje za vas in tudi posledično zame. Ok. 2014-2015 sem se prvič srečala s tem, da pa ni dovolj voditi samo podjetje, ampak je tudi pomembno voditi ga na ženski način. In je bilo pomembno, da sem takrat, ko sem to začela, to meni, kaj je prvo vprašanje, ki se nam začne zgoditi, in vse tiste, ki ste to napisali. Najprej dober večer vsem, da ne bom zdaj vsako posamezno, ker rekla sem, da bi rada naredila kratke videe, vem, da ene si želite poslušati in vam je fajn in jaz bi tako rada z vami klepetala, ampak pravijo, da so kratki, najboljši in najbolj sladki. In 2015 sem rekla, kaj moram jaz spremeniti, da ful delam, cele dneve delam, da poskušam maksimalno, da sem ful tako ciljno naravnana, da vse bi, nikoli mi ne zmanjka energije. Kaj se dogaja, da ljudje niso srečni? Prva zadeva, katera je, obrnete se vase. Kaj si želim narediti, da se bo zadeva spremenila? Prosim, lepo to besedo moram, vzamite stran, dajte jo stran, pa jo zamenjate želim, hočem, malo kaj bolj nežnega, da ta moram ni tako močna. Jaz, ko se vračam potem nazaj, potem vedno še prikličem te besede. Danes sem glih odprla, ker sem pokazala, oziroma sem povedala, ko sem brala moje prve zvezke, moj mož mi je pokazal, da prvi zvezek zahval je bilo leto 2014. Kako težki stavki, kako močni stavki, kako tako sama moška energija. Čep. In ko sem brala, sem tako naredila. Še jaz sem se ustrašila teh stavkov. No, ampak ko začneš delati spremembo na meditaciji, tako bi si želela, da bi vas vse dala, ne vem, kjer je trg, na Velenjski trg, pa rekla, dajmo eno skupaj meditirati. Zato, ker moji kumi čakajo meditacije, skupinske meditacije, ker so fajne. In ko sem začela delati na sebi, to pomeni čist prenova knjig, prenova teh vsega meditacij, zahval, pisanje dnevnika in tako naprej, se je moje življenje totalno obrnilo. Res, obrnilo vse povsod. Tako na osebnem področju, kot na poslovnem področju. Sodelavci so se začeli drugače, sem jih prav videla, drugače so začeli prihajati do mene, ampak pa je pa zdaj to, omogoči sodelavcem 2 leti, če 2 leti sodelavci ne želijo delati spremembe, pomeni, da je čas za tudi druge spremembe. Danes sem obdana s krasnimi sodelavci, res krasnimi, tako da, če bom predolgo govorila, bom že imela solzne oči, tako da se tega ne bom dotaknila in se bom vrnila nazaj. Tisto, kar je danes sporočilo, kar bi vam želela prenesti. Danes vas prosim, danes bom dokaj osebna, mogoče za nekoga preveč, in če sem vam že šla na živce, ker sem veliko kaj povedala, bolj osebnega, potem danes ni to sporočilo, ki bi ga vi prenesli in rečem, dajmo se posloviti, pa bomo na kakem drugem srečanju več slišali.
Od 2015 do leta 2018 je že kar nek obdobje, čas, ko sem delala na sebi. To pomeni, sem se že srečevala z meditacijo, sem si znala priklicati svoje misli, sem znala pogledati, nisem rabila več 100 odgovorov, 100 drugih ljudi, da mi povejo, če razmišljam pravilno. Ampak potem pa me je nekega dne, nekaj let nazaj, povabila moja prijateljica na nekaj krasnega, ki bom za celo življenje hvaležna. Ne bom govorila o kom je govora, mogoče kdo že ve, ampak naredila je moje življenje, obrnila na glavo. Moje življenje je prikazala čisto drugačni luči. In je rekla, ti mi samo zaupaj. To je bilo vse, a mi zaupaš? To je bil samo njen stavek. In sem rekla, ja, ti zaupam, ker te imam rada, ker te cenim, ker si naredila res veliko, tako res kapo dol. In sem se prepustila in sem se res prepustila in sem doživela nekaj najlepšega na tem planetu, to, kar bi želela dati. Zato je bilo moje poslanstvo najprej ženskam. Prvič v življenju, prvič v življenju sem začutila nekaj tako močnega, tako močno ljubezen do sebe, tako močno ljubezen, ki jo premore človeško telo, nekaj tako lepega, da glede na to, da sem meditirala, sem rekla, točno ta občutek, ki ga imam danes, želim, da se mi dogaja, da ga prikličem vsak sleherni dan, če je le možno. Če ni možno, da ga saj doživim enkrat na teden. To vam ne znam opisati, dragi moji, a je to občutek orgazma, je to nekaj, kar je več. Pri meni se je zgodilo, da je to nekaj več, nekaj, kar sem začutila celotno sebe, celo moje telo se je treslo, je doživelo nekaj čarobnega. In takrat se spomnim, ko mi je rekla astrologinja, šamanska astrologinja, je rekla, da sem jaz tantrična boginja. Vsako, kakva tantrična boginja, halo, jaz sem cilj, rezultati, kakva tantra, nehi, no, to ni to. In ko se je to zgodilo, se je v meni res prebudila moja prava boginja, prava tista strastna boginja. In potem se je moje življenje totalno spremenilo. Sem vedela, kako je prav, da vodimo na ženski način. In zato, drage moje, vse tiste, ki se spomnite, ker sem lansko leto začela z gibanjem spremembe vredna, ker se zavedam, drage moje, da najprej je to moram dati vam. Ne morem, da si to najprej želim dati vam, to, kar sem jaz doživela in začutila. To je tisto, kar nas ponese, kar nam odpira vrata v srca ljudem, kar nam daje moč, da verjamemo vase, kar nam daje ljubezen, da si zaupamo, kar nam daje srečo, da znamo poleteti in kar nam daje, bom rekla temu, samozavest, da ko kdorkoli dvomi v nas, mi ne dvomimo vase. Nas ne zanima okolica, kaj okolica misli, ampak mi verjamemo v to, kdor smo. In ko se mi je to zgodilo in sem prišla na to vikend, to traja vikend paket in to delam in počnem. In naprimer tiste, ki želijo, to naredijo z mano, če ne jim posredujem telefonsko številko in rečem, pojdite tja, ker boste to našle, zato ker vem, da to rabijo naši moški. In če tega mi nimamo, mi ne moramo dati to našim moškim in ker ne damo našim moškim, nismo mi boginje in niso oni popolni moški. In je najprej pomembno, da se zavedamo, da smo mi ta steber, mi smo vrat, gledajte, mi smo ta vrat, kakršenkoli moje pri 45 in takšen. Ampak mi smo ta vrat in moški je glava in ko mi vemo, kaj želimo, lahko usmerjamo tudi moškega in moški nam bo sledil, če bo čutil to našo. A bom rekla, najprej zaupanje, ampak občudovanje, upanje, da verjamemo, da mu zaupamo, da dela prav, da mi upamo v to, kar je prav. In ko se mi je to zgodilo, ko je to prišlo do tega, to jaz drugače izvajam in peljem, ne delam tega jaz sem del tega mojega, ko rečem, a greste s mano, da boste doživele ta občutek in ko ga doživijo, do zdaj ni bilo osebe, ki mi ni hvaležna. In sem prepričana, da tako kot sem jaz moje prijateljici hvaležna za celo življenje, so tudi oni meni hvaležne. Na kakšna terapija? Ja, bom povedala še. Bom povedala. To je obred ljubezni do sebe. To pomeni, kako imamo, to je obred ljubezni, ki spoznavamo svojo srčno čakro.
spoznavamo v resnici, kdo smo, kaj vse smo zmožne, spoznavamo vse strahove, odvržemo. To je nekaj, kar je težko opisati. To je tisto, kar smo prinesli na to zemljo, kar je noter v nas, ampak zaradi vse okolice, zaradi raznih dvomov, zaradi vsega tega, gremo ven iz svojega stebra, ker so nas naučili starši tako, ne posluši to, smo bili v šoli, smo bili vodeni. Skozi nekaj, skozi imamo nekoga, ki nas vodi, ki nas nekako ne dovolimo pa sebe začutiti. Ko sem jaz rekla, ko sem jaz takrat začutila sebe, sem rekla, pa jaz sem to sem jaz, to znam, to zmorem, to je nekaj v meni. In potem se ti cel svet odpre in karkoli počneš, ne dvomiš več v to, kar počneš. Ne gledaš ljudi in ne rečeš, kaj oni mislijo o meni. Ne zanima te več to, zato ker govori srce. In danes, ko se pogovarjam z vami, govori moje srce. In moje srce je prepuščeno, spuščeno. Jaz sem malo prej končala. Končala sem 15:08, prišla sem domov, sem rekla, Igi, ne morem zdaj, danes še moram tole moje oddelati, pa smo pa midva lahko skupaj z možem. Pa so otroci vedno grem pogledati, to je ta prva stvar. Po mojem kar žarim, ko govorim o tej temi, pa kar žarim, ker sem že toliko meditacij naredila. No in kaj, zdaj bi se rada dotaknila. In ko sem to spoznala, je bilo najprej, kaj je moje področje in srčno upam, če kdo gleda od mojih sodelavk, od mojih sodelavcev, tisto, kar jaz dobim in kar meni pomaga, to je prva stvar, ki jo želim deliti s mojimi. Prvo so moji domači, potem pa takoj moji v službi. Kaj sem doživela, to tudi vi morate doživeti. In to prvo, kar sem naredila, ker sem to jaz doživela, sem peljala moje dame, najprej dame, ker sem se zavedala, da so najprej dame tiste, ki je to prav, da začutijo. A veste, zakaj pa je tudi tako? Ko so me spraševali, kdo je moj vzornik, kdo je moja vzornica, a vi veste, da sem si jaz zelo, zelo težko predstavljala žensko vzornico. Vedno, ne vem, občudovala sem cel kup punc, naprimer Medejo Lončar, če jo poznate, Sonjo Šmuc, Dalonkiro, Melanie, Melanie mi je bila, vse so mi bile krasne, ampak pri vsaki mi je pa manjkalo tiste ženstvenosti, tisto tako, naj jo čutim, da je boginja, naj noter v njej zaživi ta boginja, super je na rezultatih, ampak naj jo vidim, naj začutim ta srček, da je zaigra. In sem si pol vedno zbirala moške neke vzornike. In sem rekla, evo, Savina je napisala, sem videla, da bo prva moja Savina napisala to, da res je, da sem najprej želela to z mojimi podeliti. In potem sem z mojimi in so eni od mojih bili presrečni in danes vam naj povem, da mi smo res dober tim in tudi vozim moje na iste te obrede, ampak ne na vse obrede. To bo naslednja tema, ki jo bom potem odprla, ker vas bom vprašala, če vidimo, koliko je ura. 2:33, danes je nekaj 20:40, sem konec. Potem sem pa želela moje prijateljice peljati na to. To mi je bil ključen del, moje prijateljice, moje znanke, moje tiste, ki sem čutila, veste, s tistimi, katerimi se družiš, si enak in sem vedela, da one to pa tudi potrebujejo, da rabijo to, da ko jim bom to dala, da se jim bo svet spremenil, ampak ni šlo, da niso bile pripravljene, ali niso mi zaupale, ničim ne zamerim, ampak sam vem, da še ni bil pravi čas. Jaz sem takrat spomnim besed, ki jih je moja prijateljica me samo pogledala, nič mi ni rekla, nič nisem vedela, kaj bom delala, nič. Ona me samo pogledala in je rekla, a mi zaupaš? In sem rekla, ja, ti zaupam. Je rekla, potem se prepusti. In sem se prepustila. In potem sem začela razmišljati, kaj je tisto, kaj moje prijateljice niso videle, moje prijateljice, moje znanke, moje kolegice videle v tem meni. Ni še bil čas, mogoče smo še pretrde. In zato, drage moje vodje, ženske nimamo kaj delati z moško energijo. Ženske delamo žensko žensko energijo krožimo, gremo do ljudi, odpiramo to, ko pridemo drugače, ko pridemo na šopane, rezultati, kazalniki, strategije, uničimo tisto, kar je v moškemu in včasih lahko kakšnega moškega kastriramo.
Zaradi tega, ker imamo napačno energijo, ker naša energija ni ženska, ki pluje med nami, ki spodbuja, ki dviguje. Naša energija je tista, ki spušča, če je premočna. Zdaj bom čisto iskreno povedala, javno pred vsemi vami. In se bom opravičila eni osebi. Se bom mogla opravičiti. Ko je Savina Attaj začela s temi svojimi takimi in drugačnimi, in jaz sem rekla, in moji kolegici, ona je tako too much, vsega preveč, to. Ampak ja, ona je samo širila žensko energijo in to žensko energijo daje ženskam. In danes rečem, sledite, ali je to Savina Attaj, ali je kdorkoli, ali je vsaka, drage moje, sledite ženskam. Sledite ženskam, da vam dajo to žensko energijo, ker tudi žensko energijo lahko dosežete rezultate. Poglejte, jaz v družinskih podjetjih delam meditacije. Jaz v družinskih podjetjih delam, da si rečejo, da se zahvalijo, da se imajo radi in tako naprej. Mislim, gremo v otroka, delamo vse. Seveda, da je drugačen občutek, ampak do sedaj je čisto vsak srečen, ko do tega pride. Kako voditi na ženski način, z žensko energijo? Drage moje, če je nimamo, jo je potrebno spoznati. In če boste želeli spoznati, mi boste napisali in bom naredila en online Zoom, ampak res samo za tiste zainteresirane, prosim, samo za tiste zainteresirane. Lahko si kaj več preberete na moji spletni strani, kjer imamo opisano to. To pomeni, ne grejo samo ženske, zdaj hodijo moški tudi, da ne bo pomote. Moj mož je rekel, upam, Igor, da mi ne zameriš, ko bom to povedala, ampak to si tako in tako rekel svojim vodjem, našim sodelavcem, je rekel, da sem mu dala 3. najlepše darilo. Prvo najlepše darilo sem bila jaz, ker sem prišla v njegovo življenje. Drugo darilo, ki sem mu dala 2 krasna otroka. In ta 3. darilo je bilo to, da sem ga peljala na obred ljubezni, ker je spoznal ljubezen do sebe in je ugotovil, koliko ljubezni premoremo in se samo obdamo z nekimi brezveznimi, nekimi, kar okolica misli, da je prav, kaj je to, pa fuck off, a je v redu, rečemo fuck off, vsem, ne rabimo tega, mi rabimo tisto, kar nas osrečuje in tisto, kar nas osrečuje, to tudi širimo naprej. Tako da, ko sem s to energijo prišla v podjetje, ko s to energijo delam, danes mi je žal, ker zelo slučajno sem videla eno izmed mojih sodelavk zraven, ki se je priključila, ker bi tako želela, ker vem, da me rabijo, ker vem, da želijo z mano delati, pa ne uspem, pa to ni dobro, tako da bom mogla ekipo mojo povečati pri mojemu delu, bom mogla ekipa priti večja, če bom želela to nadaljevati poslanstvo. Ampak, drage moje ženske, najprej je bil cilj, da to dam najprej vam, ker če ste ve v svojem sjaju, v srcu ljubezni, pa ni šans, da ne bi to prenesli na druge. Najprej na svoje družinske člane, potem pa na ostale. In marsikatera je že šla z mano in marsikatera dela tako spremembo, tako da sem presrečna vsem mojim strankam, ki delajo to spremembo. Včeraj mi je rekla ena izmed mojih strank, hvala ti, je rekla, jaz mislim, da je tvoje poslanstvo točno to, da si bila v takšni vlogi prej, ker sem bila večinoma moški vlogi in potem si spoznala to svojo žensko energijo in si rekla, da je prav, da s to energijo vodimo podjetja in da pokažemo, da naši sodelavci so samo del nas, naše kulture, nas to, kdor smo. In bolj, ko mi smo v svojem stebru, bolj, ko mi imamo sebe radi, bolj to prenesemo na svoje sodelavce. In se zavedamo, da vsak sodelavec in sodelavka želita biti uspešna. Čisto vsak, ni osebe, ki si tega ne želi. Razlika je samo v tem, ali to dovolimo, ali mu to dovolimo. In če ga postavimo na pravo mesto in uskladimo pričakovanja. Ampak evo, pa me pa spet malo zanese in grem nazaj v mojo gospodarstveno vlogo. Ok, danes je bil rezultat
ne rezultat, povzetek mojega pogovora. Danes se vidi, da sem v meditaciji, se vidi, da sem še tako sem čist sproščena in sem v tem, ne vem niti kako stali, kakšen je to steber. 20 minut. Vsi tisti, najprej tako, ki želite slišati karkoli o tem tečaju oziroma ne v 3-dnevnem vikendu, lahko preberete na moji spletni strani www.tanja.skaza. Tisti, ki boste želeli malce bolj slišati, malce bolj se povezati. Predvsem, kaj bi si želela, da vodje vidim noter. Vodje, mi to kran, če tega se ne zavedamo, vodje, voditelji, voditeljice. A veste, kdaj bo prišel čas? Jaz sem prepričana, decembra bom povezala mojo skupino, vse moje stranke in bomo naredili konkretne testimonijale, ker takrat sem prepričana, da bodo tudi one same želele povedati, ker bodo spremembe nastale tudi v timu, da bodo iskreno delile z vami, ker vam bodo povedali, ko so one naredile spremembo, se je naredila sprememba, se je naredila tudi sprememba pri njihovih sodelavcih ali sodelavkah. Tako da vsi tisti, ki želite, mi boste označili in lahko, naprimer, tako naredimo, da bomo v ponedeljek, ne kasneje, ker zdaj polje imamo, v ponedeljek naredili kratek Zoom, bodo dobile moj naslov, ker bom bolj konkretna, pa bom malce več povedala o tem. Predlagam, da si najprej preberete na moji spletni strani to, kar počnem. Aha, kako lepo, kako mi je napisala, gledala sem prav, Tanja Zlat, je to moja bivša sodelavka. Jaz mislim, da je to moja bivša sodelavka, ena vmes, ne vem, kao Prešnikova. Ja. Če bo pa to nekaj, kar bo interesantnega za vas, zapomnite si, dokler ne vložite nekaj vase, ni sprememb. 2 opciji so, lahko greste z mano in če greste z mano, imate 2 uri, to pomeni, jaz sem z vami na cel vikend in še z mano imate 2 uri, ali greste pa sami in nimate mene. In mene sploh ne rabite. Pomembno mi je, da ste srečni, da najdete to svojo srečo v sebi in da to srečujete. Jaz sem prepričana, da moj mož je 10-krat bolj vesel, kot je bil na začetku z mano in tudi otroci. In prepričana sem, res prepričana, lete tako javno to govorim, da so tudi moji sodelavci. Čisto vsi. Jaz bi rekla, da je toliko za danes. Ženska vodi na ženski način, vedno iz srca, vedno posluša intuicijo, gut feeling, dajmo tisto poslušati. Dajmo se zanesti na to. Vse jo imamo, ampak nam je okolica reče, mogoče pa to ni prav, pa ono ni prav. In to prvo, kar vam predlagam, da če želite odpreti svoje srce, je potrebno odpuščati. Se spomnite, kaj je pomembno. Na mojem online tečaju se začne najprej sprejemanje sebe. Sprejmem sebe takšno, kot sem. Sprejmem vse tisto, kar je moje. Druga zadeva je, odpuščam ljudem, ki so me prizadeli, ker če odpuščam njim, odpuščam tudi sebi. Krasno, moja Lenka je napisala. Kako lepo. Je celo napisala zraven. Zato, ko je bila njihova včeraj. In dovolite se spoznati, dovolite ne se obsojati, ne biti prezahtevni do sebe. Ker smo taka krasna bitja, sem nalagamo si neka bremena, neke vzorce, a lahko vam še nekaj, ne smem to povedati, to sem hotela ne gledati resničnostnih šovov, ker drugi kritizirajo, ker karma je bič, karma pride nazaj, če se mi komu smejimo, pride nazaj, ena šiba bo v vsakem primeru prišla, pa nam bo to dala sporočilo. Tako da ne smejmo se drugim, ne bodimo v svojemu stebru. Evo, toliko za enkrat. Tiste, ki boste želeli, mi lahko pišete. Iskrena hvala vsem. Presrečna sem, ko vidim kakšna lepa sporočila. Jaz vam ne znam povedati, to je tista hrana, ko jaz rečem, meni vesolje pošilja, nič se vi bati zame. Meni vesolje daje takšno hrano, ker dobivam vaša sporočila. Hvala vsem, ki mi pišete, hvala, ker mi napišete. Prav tako čutim, da mi želite, kot da smo soulmate, na tiste povezane sestri, da me začutite in rečete, točno smo si podobni na tem, to je to, kar bi želela s tabo deliti, to je tisto, kar te čutim, da je prav in ne se bati odpuščati svojih vzorcev, puste,
tako, dajte iz stran, če ste jezni, reči, odpuščam jezo, naj gre ven, naj se spusti, odpustite tisto žalost, ki jo imate, ponižanje, pustite to vam nič ne koristi, to vas ne dela naprej, ne rastete. Vzamite sliko, pa pogledajte sliko, jaz gledam sliko, zadnjič je Andreja objavila eno sliko, ko sem bila še črna, ko sem govorila na enemu in reče moj frizer, moj God, kaka si bila. In jaz rečem, ful dobro, kaka sem bila, poglej me zdaj. Koliko zdaj sijem, tako boste sijali. Hvala vam. A veste, da prav tako čakam te četrtke, da poročam, da sem, zdaj imamo enkrat na teden, zdaj se pač ne javljam večkrat, da imamo enkrat na teden in da je tisto enkrat na teden bolj močno. Želim vam krasen teden. Vsi, ki želite slišati kaj več o obredih, o tem, o obredu intenzivnem vikend paketu, kako graditi na sebi, mi pišite, mi dodajte zraven, da vas peljem zraven. Velike so spremembe, oziroma se vidijo, pri marsikomu se vidijo spremembe. In ko začutite, da vas pokliče, sem pravi naslov. Če ne pa jaz, vas pa pošljem tam, kjer se to izvaja. Ampak je prav, da se izvaja konkretno, kvalitetno, da zaupate, ker tako kot sem rekla, meni je bilo zelo pomembno, da mi zaupajo in tudi jaz, ko sem prvič to naredila, da sem jo zaupala. Hvala Vesna, hvala vsem, hvala Doroteja, hvala Slavka, vsi, kateri ste bili z mano. Vsi imejte krasen večer, krasen vikend, vse dobro vam želim, sem vam odprta za vprašanja. Tako kot pravim, tudi to mi napišite, kako bi želeli, ker imate krasna vprašanja. Wow, krasna vprašanja. Vsakmu bi želela odgovoriti, ampak v vsakem primeru, zato sem tudi naredila online tečaj. Se zavedamo, zato sem naredila, ker sem vse tisto, kar sem se sama naučila, dala čez. In če ne želimo delati v skupini, delamo sami in čistimo in odpravljamo in se postavljamo gor tako, kot je potrebno.